Ljudje in ljudine, poslušate 172. epizodo podcasta Obot, podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo, preizkušamo in poslušamo serije filme Risanke, špile in knjigo vseh žanrov od F do Z. Obot, ogledalci bistrih in osupljivih del. Smo tako kot skoraj vedno Mito Gegić, Servus, Igor Harp Jo. in Aljoša Harlamo. Tokrat znova z gostjo, z nami je seveda filmska kritičarka, filmska teoretičarka in urednica revije Ekran, Ana Šturm. Zdravo. Živi, Ana, kako si? Pa v redu. Že vidim, da si zelo decembarsko razpoložena. Praznično. Ja, naj se prazniki čim prej končajo. No. Torej, vesel Božič. No, saj nisi v Lidlu. Današnja epizoda je posvečena 34. Leafu, ki je letos potekal od 8. do 19. novembra. Prikazanih je bilo 88 celovečernih in 3 sklopi kratkih filmov iz 47 držav. Prikazani so bili na 296 projekcijah, od tega 24 v Mariboru, 8 v Celju in 10 v Novem mestu. Ostali seveda v Ljubljani. Če omenjenih filmov slučajno še niste pogledali, potem za vas velja pošteno opozorilo, da bomo o njih govorili brez zadržkov, torej z vsemi kvarniki, zato si jih morda najprej poglejte, preden poslušate dalje. Če pa ste filme že videli ali pa si jih niti ne nameravate gledati, vas pa zanima, kaj bomo o njih povedali mi, pa si nataknite monokel, ustavite pomodo v brke in snemite navijalke iz las. Maestro, ena življenjska. Skratka, letošnji Leaf, 34. Leaf, to je zdaj že skoraj toliko star, kot mi. Oziroma, naš podcast? Ne naš podcast, kot mi, kot osebe. Kot osebe? Ja, no, mislim, 6 let mlajši od mene, kaj bi zdaj, to ni nič. Aha, ok. Ja, tako skoraj, smisla si, da sem imaš mlajšega. Skratka, ne vem, zakaj bi se jaz imel za mlajšega, jaz sem ponosen na svoje leta, ponosno jih nosim. Mogoče za začetek, kako vam je bil letošnji Leaf, kakšne vtise ste imeli po letošnjem? Ste videli tako veliko število filmov kot prejšnja leta, a se vam je zdelo, da je letos ste videli kaj manj, a ste videli enako dobre filme kot prejšnja leta? Ana, mogoče ti za začetek. Ja, jaz trenutno imam občutek, da se je Leaf zgodil že tako za 1-3 mesece nazaj, tako da moram prav malo pomisliti, kakšen si mi je zdel letošnji Leaf. Pa ja, v bistvu tako kot ponavadi, mogoče letos sem kar zelo pričakovala veliko enih filmov, ki pa me potem niso tako zelo navdušili, kot sem pričakovala, da me bojo. Sem pa videla par drugih stvari, ki so me pa mogoče malo nepričakovano pol navdušile, tako da se mi zdi, da letina je bila približno podobna kot vsa ta leta. Videla sem približno podobno filmov, tako da en tak klasičen novembrski Leaf. Ampak a jih ti dosti vidiš že prej teh filmov, ki so pol na Leafu? Ja, ponavadi kar neki. Sicer večino filmov na Leafu mislim, da pride iz Kana pa iz Benetk. Jaz na ta dva festivala ne hodim, tako da v bistvu tisto, kar pride iz Rotterdama, iz Berlinala, pa mogoče, ne vem, iz Sarajeva tudi, pa iz festivala Crossing Europe. Tako da neki sem jih videla že prej, ampak ne v resnici zelo veliko. No. Ok. Mi je vedno zdelo, da je tega precej več. Koliko si jih pa videla? Mislim, da 5. 5? Okay. No, pa eno pa že prej, ne? Ja, sej. Mislim, že prej. Ja, 5 sem jih videla že prej, drugače pa mislim, da sem vse skupaj videla nekih 16-17 filmov. Okay. Ki so bili... Okay. Dobra bera. Igor, ti? Ja, meni se je tudi zdel tak ena klasika. Vedno imam pred Leafom pričakovanja, da bo več enih prelomnih filmov, o katerih sem že bral. Potem pa pride tako ena peščica tistih, pa so čist v redu. Pa pač vedno en kup filmov, za katere sem prvič slišal in me potem zelo pozitivno presenetijo.
Zdaj najbolj sem pričakoval recimo Poor Things pa Zone of Interest, ki sta oba bila, ne? Zdaj pa mi je z glave padlo, kaj drugega je tako manjkalo, ampak je bilo kar eno par filmov, ki bi bilo fajn, če bi jih že videli, tudi takih, ki mogoče pridejo na Netflix ali pa kaj takega, pa so že kje v kinu, ampak mislim, da to v Sloveniji zaenkrat pač ni neka realna možnost. Drugač pa videl sem 12 filmov, 15, tu nekje vmes, ne vem, kdo bi štel. Neka normalna številka zate, se mi zdi. Ja, tu nekje. Okay. Mito? Jaz sem pa videl 6 filmov, od tega nič nisem poznal, pa moram reči, da sem tako 50-50 odnos imel do tega, 3 so mi bili cool, 3 pač ne, pa en res izjemen. Pred premier sem se izognil, ki pač bom poiskal kasneje oziroma počakal. Ja, ne vem, kaj še ne rečem. V bistvu jaz ponavadi ne spremljam tega festivalskega dogajanja, izbiram bolj intuitivno ali pa po imenih, mogoče pač imam orožje, jaz sem tako izbral in bil grozno razočaran, ampak o tem kasneje. Medtem ko pošast sem slišal nekaj o tem filmu, pač tudi po imenih sem zbral in sem bil zelo navdušen, naprimer. Tako da jaz sem mogoče tu outlier bolj, oziroma ta imposter sindrom. Veliko azijskih filmov v tvojem izboru. Ja, tu se vidi pač moja preferenca, pač vse tudi sem poslušal doma, ker to je že kuriran izbor z mojo ženo, ker originalni je bil še bolj nagnjen v vzhod. Ok. Ja, jaz moram tudi reči, da letos nekaj veliko vzhodnih filmov tudi zame, ja, tudi jaz sem večino, ampak letos sem res malo filmov videl, imel sem jih plan še enkrat toliko, ampak mi nekako ni ratalo, 2 karte sem mogel dati stran, ker sem tudi zbolel vmes, tako da mi je pol mogoče ni toliko ratalo, kot bi si želel, ampak jaz se držim tega, kar je mi to povedal tudi pred premier, ponovadi se izogibam, ker pol itak pridejo večinoma na redni spored, pa pol pogledam. Pa letos sem pa kombiniral malo, pa še bom, no, ker je bil eden od filmov že na HBO, pač na HBO, pa sem ga tam pogledal, recimo, no, se ga nisem hodil v kino gledati, se mi tudi ni zdelo tako nujno. No. Sej drugače to s predpremierami ne drži, da bo nujno prišel na spored. Vem, da ni nujno, ampak večinoma ta velike, ki jaz... Ja, recimo nekje pol jih ponavadi prišlo, dost jih gre kar na TV spored za nacionalko, včasih pa so še pač na DVD prišli, to zdaj danes ni tako ful navala več, ampak mislim, da jih prej najdeš na Mubiju ali pa HBO-ju kot pa v kinu. No, Aha, okay. No, se pravim, veliko tega se še bo dalo pogledati, tako da jaz mislim. Kakorkoli že, zdaj za leto smo se odločili, da bomo šli po tem principu, da najprej pogledamo to, kar imamo nek presek, oziroma predelamo to, kar imamo presečna množica, se pravi filmi, ki smo jih videli vsaj 2 od nas danes, da se lahko nečem pogovarjamo, potem pa bomo naredili še en krog, pa povedali tisto, kar nismo do takrat povedali, pa je bilo vseeno vredno omembe, se pravi vse 3 plus filmi še pozneje. Jaz sem malo pogledal in po tem ključu, rasističnem ključu, bomo šli najprej v Azijo, oziroma mislim, da imamo 3 japonske filme, najprej bomo kar šli po vrsti, ampak prvi je... Netipičen mogoče tudi za naš podcast, ker ni toliko žanrski, in to je Akuva Sonzai Shinai, zelo ne obstaja, Ryusuke Hamaguchija. Zdaj za tiste, ki se mogoče spomnite, seveda lani Drive My Car je njegov film, zato je bil tudi tale, domnevam, da kar precej pričakovan. Dobil veliko nagrado žirije v Benetkah, pa še nekaj drugih nagrad za igralcev. Ne vem, če bi koga zdaj takega našteval, če je bil kakšen res znan, ampak vse jih imate vse na spletu. Jaz bom zdaj prebral kratek sinopsis, še preden bomo se lotili, da bojo vsi tisti tudi zadovoljeni, ki tega niso gledali, pa vseeno poslušajo. Skratka, Takumi in njegova hčerka Hana živita v vasici Mizibuki blizu Tokija, tako kot generacija pred njima, tudi ona dva živita skromno, v skladu s cikli in redom narave. Nekega dne vaščane doseže novica, da želi neko podjetje v bližini zgraditi infrastrukturo za glamping. Ko vas prispeta predstavnika podjetja iz Tokija, da bi načrte predstavila vaščanom, postane jasno, da bo imel projekt škodljive posledice za lokalne vodne vire, kar vznemiri prebivalce. Sedaj ni toliko važno. Skratka, film, jaz sem ga pogledal, kdo ga še pogledal poleg mene? Jaz. Igor? Jaz tudi. Pa ti, Ana, ne? Tako da ja.
Skratka, kako Mi se to left the chat. mogoče Ana, evo najprej ti, kako se je tebi zdel novi Hamaguchi? Ja, ne vem, mogoče, če ga primerjam z lanskoletnim Drive My Car, ki je bil absolutno eden mojih najljubših filmov lanskega leta. Me mogoče letošnji film, nov film od Hamaguchija, ni preveč navdušil, oziroma je dober film, ampak mogoče sem pričakovala malo več. No. Zdi se mi, da je zelo lepo speljan, lepa tema je, v bistvu v nekem tem njegovem značilnem meditativnem ritmu se odvija. Pa zdi se mi, da tudi pač razpre neke zanimive tematike, neke take tematike, ki so na nek način univerzalne, pa se vsi lahko z njimi poistovetimo. Je pa mogoče, ampak o tem mogoče malo bolj na koncu, oziroma proti koncu, zanimiv konc tega filma. Ker z veliko ljudmi sem se pogovarjala, da jih je na nek način presenetil, oziroma pustil tako viset v nekem takem suspenzu, ker si ga niso znali prav dobro razložiti. Tako da me tukaj tudi zanima, kaj ste si vi mislili o njem. Igor? Meni se je ful dopadlo dve stvari. Za razliko od Drive My Car, mi je bilo tu zelo všeč, da pred zgodbo, kako je umrla žena, pusti na to, da je ena fotografija in prešparaš pol ure filma. Drive My Car mi je bil malo dolg, moram priznati, in tisti prvi del bi se dal na podoben način mogoče povedati. Ne vem, če bi celoten Drive My Car ful izgubil zaradi tega. Ne? Mislim, bi bil nek drug film. Ne? No in tukaj mi je bilo to zanimivo, ker se mi je zdelo, da prav en podoben motiv drugače pove. Drugače mi je pa bilo zelo všeč, kako preklapla med liki. Ker pač imaš zgodbo v osnovi tega človeka in njegovo hčerko, potem imaš druge ljudi v tej vasi, potem imaš ta dva predstavnika Talent Agency in ko jih menja, je način, kako predstavlja njihov svet zelo... Imaš občutek, da si sred pogovora čisto običajnega med dvema sodelavcama, ampak hkrati skozi čist casual pogovor zveš ogromno stvari, tak blazen world building že skoraj naredi. No, to mi je bilo ful všeč. Konec je bil meni tudi cool, se mi zdi, da pač je enih 5 variant, kako lahko to zaključiš vsaj. In on je izbral eno, ki ni hotela biti simpatična in mislim, da pač ima neko sporočilno vrednost, čeprav pač, ja, kot gledalec si malo frustrated, da se je odvilo v to smer. Ampak kakšno sporočilno vrednost ima zate ta konc? V tem, da ni možno stopiti nazaj v stik z naravo, kot on hoče iz tega podjetja, da pač ne moreš, on še vedno reagira tako, kot reagira mestni človek in hoče na nek drugačen način ravnati, kar ga potem pač pokonča. Ali pa ne, mogoče, ampak vse tudi to, ne. On mogoče vseeno vstane, pa se prebije v civilizacijo. Zelo, bom rekel, velikodušna interpretacija, Igor. Ja, jaz moram tudi reči, meni je bil film fantastičen, namesto pač vožnje z avtom, imamo tukaj sekanje drv, mislim, da je prvih prizorov traja tako 5 minut, gledamo samo, kako tip seka drva. Dober je v tem. Seka, moram reči, super, res se spozna, tip je imel nek trening pred tem, ni bil kar tako naivnež, res, mislim, to ni tako lahko. To tudi se pol izkaže v filmu, no, skratka. Se mi zdelo tako, ampak ja, meditativno, lep film z lepimi, dolgimi, globokimi prizori, kadri. Sicer jaz vedno malo postanem sumničav, ko mi nekdo naravo prodaja danes kot pač neko, ne vem, odrešitev, karkoli pač, no. Tukaj jaz pač nisem za te fore, no, jaz sem mestni človek in to pač ni blizu. Ampak se mi je vseeno zdelo, da pa je lep film in tako meni konec, jaz si ga nisem znal dobro razložiti, posebej, ker sem pričakoval, da je nekaj v povezavi z naslovom filma, pa nisem čisto ziher, a je ali ni. Meni je bil konec, se mi je zdelo, da ni vedel, kam bi šel, pa je pač nekako mogel končati. Ne bi pa se strinjal, da je bil nenapovedan. Meni se je zdelo, da je ves čas film s to musko, ki je bila meditativna, potem pa je kar nekje prerezal in šel not v zgodbo spet, da je ves čas nakazoval, da se bo zgodil nek res oziroma neka
neka brutalen konec. No? Se mi je zdelo, da sem ga pričakoval, ampak se mi je zdelo tako zelo predvidljivo, zelo klišejsko, da je ravno punčka, ki je totalno radovedna in se sama zgubila okrog ena parkrat, da veš, da se bo nekaj z njo zgodilo. To se mi je zdelo malo tako on the nose in jaz si nisem znal. Meni je bil konc predvsej, ne vem, nisem mi zdelo, da mi karkoli pove o celi štoriji, no? Se mi je zdelo tako malo na hiter narejen. No? Ampak, tvoja interpretacija, definitivno je pa to film, ki spet, jaz bi ga šel še enkrat gledati. No? In ko bo na rednem sporedu, ga bom po mojem šel še enkrat gledati, ker me zanima. No? Mi je bilo pa super, vsa ta konversacija s tem podjetjem, ki je prej pač kao neke talent agency, zdaj bi pa kar glamping odprli, zato da pobašajo cash od subvencij za COVID. Ja, se mi je zdelo tako kar, ja. To se dogaja. Ja, pa res, meni se to zdi zelo lep prikaz te skupnosti, pa v bistvu tega, pač te ignorance, v bistvu nekega znanja, ki ga oni imajo, ker tam živijo. Ja, pa čeprav to znanje je v bistvu bilo zelo elementarno, ne? Če ga seriješ pri zgoraj po reki, bo dol prišlo do unih, ki so spodaj. Ja, ampak ravno to, to znanje je absolutno elementarno, ampak pač ljudje, ki želijo samo na hitro zaslužiti, ne razumejo niti tega. Ne? Ja, se strinjam. No, super, mi glede, to je bil moj najboljši film tega, oziroma tam z enim, ki ga bom polomenil, ki ga nimamo tam. No? To pa mislim, da na rednem sporedu že januarja. Ja, sem videl, da je v Kinodvoru že napovedal. Kako pa ti razlagaš konc potem takem? V bistvu na nek način si ga nekako sploh ne razlagam. Nekako se mi zdi, da ne vem, mi ga ni treba tako. Se mi zdi boljš, če ostane v bistvu neka pač popolna neznanka. Zaradi tega, ker v bistvu tudi ne vemo, kaj se potem zgodi, ne? Ali bojo tak glamping dejansko postavili, ali ga ne bojo. Pa tudi, ker v resnici ful mal vemo, ne, o temu glavnemu liku, ki je na nek način zelo skrivnosten. Ne? In nekako se mi zdi, da to, da ne vem, da je tak konc, da si ne vem, kako bi to razložila, ampak da je namenoma tako na nek način, ne vem, hermetičen, da v bistvu sploh ne ponuja neke razlage, ampak tako te zanalaš pusti v neki taki, tako, da obvisiš mal v zraku. No. Tako da ne vem, jaz nič tazga, no, se mi ni zdel logičnega, ampak nekako sem imela občutek, no, da mi film, ne vem, na nek način več da, če to pustim tako kot neko neznanko. Ne vem. Okay, super. Cool. Ok, napredujemo, gremo dalje k naslednjemu filmu, ki je tudi japonski, mislim, da smo ga tudi zdaj kar videli 3. Chii Tomodachi, se pravi Krvne prijateljice, režiserja Mamoruja Oshija. Tudi tukaj mislim, da igralci vam ne bojo povedali kaj velik. Šele zdaj vidim, da je glavnemu liku ženski ime Maj Vlad Transilvanija. Ja, come on. Skratka, da vam spet preberem kratek sinopsis. V eni od japonskih zasebnih šol Maki, Niko, Kaoru in Nami, vse obsedene s prostovoljnim darovanjem krvi, ustanovijo krvodajalski klub. Četverica se zaradi svojega početja spoprijatelji šolsko medicinsko sestro, gospod Chihiro, ki z morda prevelikim navdušenjem opravlja svoj poklic, hkrati pa se dekleta odtujijo od sošolk. Nekega dne pa Maki v ambulanti sreča novinko z evropskimi koreninami, ki po burnem odzivu ob odvzemu krvi omedli. Dekleta ugotovijo, da je njeno ime Maj Vlad Transilvanija in da je potomka zloglasnih krvosesov. Tudi tukaj postimo. Skratka, tega sem videl jaz, pa ti Mito, ne? Yes. Pa ti Ana, ne? Igorja pa ni bilo na spregled, smo ga iskali po dvoran, pa ni bilo, nismo ga videli. Dobro se je ognil tole, dobro se je ognil. Ja, jaz moram za prejšnji film tudi reči, da jaz sem ga prvič gledal v tej AGRFT dvoranici, mi je bila zelo všeč, taka mehna, kozi, udobna, ne za veliko ljudi. No, tukaj smo gledali v Cankarjevem domu, tudi precej poln je bil tale Krvne prijateljice in Mito, ti, ki še nisi zdaj nič globokega tako povedal, pa zdaj. Ja, jaz se opravičujem vsem tistim, ki ste brali našo MMC priporočilo in to je bil en izmed mojih predlogov. To sem jaz. Ja.
Zdaj, jaz sem to priporočil zgolj zato, ker sem trailer pogledal, pa bilo, ok, to mogoče nekako dela, ne? Po traileru. Pa seveda po priimku režiserja Mamoru Oshija. In jaz nisem vedel, kaj se bo zgodilo, in zgodilo se je ravno nasprotno, oziroma tistega, kar sem si želel. Meni je to slabo odigrano, slabo zrežirano, slabo posneto, slabo na večjih nivojih. No. Strinjam se s tem, kar smo se mi pogovarjali po projekciji, da pač ima ogromen anime vibe, ampak v smislu teh najstniških anime serij, da je to za najstnike narejeno, za te prav japonske najstnice, prav najstnice, ne vem, kako se temu reče, pozabim vedno teh 4 kategorije, ne mi zameriti, skratka do 12, do 14 let tu nekje, in ta film se točno tako obnaša. Ne? Mislim, da je Maja Peharc zelo dobro rekla, zgrešil je žanr oziroma medij. To bi mogla biti risanka, anime, in bi po mojem čisto ok delalo. Tako pa se mislim, da ne počuti najbolj domače tlele. No. Mamoru Oshii je znam po svojih animacijah, jaz ga cenim tudi na tem področju, pa ne mislim Ghost in the Shell kot ta njegov najbolj znan izdelek, temveč v priporočilu s namenom Angel's Eggs iz leta 85, pa Skycrawlers iz leta 2004, če se ne motim, sta mi izjemna izdelka, tole pa pač enostavno ni. Ne vem, kaj še ne dodam, mislim, da lahko še ga sam bolj raztrgam na prav faktorje. Ne priporočam. Ja, tukaj se kar moramo strinjati z vsem, kar je Mito povedal. Nekako se mi zdi, da če bi hotela, da bi mi ta film bil všeč, bi mogla biti stara 6 let. Tako da ne vem, mislim, jaz sem se pol sprašvala, mislim, ta film je bil umeščen v ekstravagance. Mislim, v tem filmu ni nič ekstravagantnega. Ne vem, mogoče ima Simon Popek v sebi pač skrito 6-letno deklico, kaj pa vem. Dokler ima v sebi neukleti, je v redu. Ne, če jo ima, mu zavidam. Okay. Tako da ja, ne vem, dejansko pač ravno zato gre, ne? Ker ko vidiš to kategorijo ekstravagance, ko si prebereš pač sinopsis, ki ni nezanimiv, ne? Ki ima nek potencial, si predstavljaš, da bi to znalo biti zanimivo, ampak potem, tako kot si rekel, mislim, slaba zgodba, slaba igra, slabo posneto, mislim, ne vem, tako pač live action anime, pač dobesedno, ne vem, kadr za kadrom, in ne vem, če bi to bil live action Disney, bi to vsi hejtali. Se mi zdi, no. Tukaj mogoče je vseeno neka, mislim, ne vem, vseeno mogoče ne gledamo vsi animejev, nismo vsi toliko seznanjeni s to kulturo, tako da mogoče za koga je to bilo, ne vem, nekaj novega, nekaj zanimivega, ampak v resnici mislim, da to res ni film za nek festival, kot je LIFF. Ok. Ja, sej nimam jaz v resnici kaj dodati, razen tega, da pač jaz načeloma imam ful rad B-filme in se mi zdi, da je neka vrednost B-filmih, ampak B-film zame ni, B-film ni nekaj samo, kar je slabo, ampak nekaj, kar je namenoma, ker se vsi zavedajo, da nimajo denarja za uno, za drugo, za tretje in da pač delajo z sredstvi, omejenimi sredstvi, ki jih imajo in s slabimi igralci, kakršne imajo, pa pol pač naredijo vseeno nek film z entuzijazma in ima malo samo ironije. Jaz pač pričakujem od B-filma, da ima malo samo ironije. Tu noter jaz tega nisem videl. Meni se sem zdelo, da pač je nekdo probo nekaj narediti, pa mu ni najbolj ratal, no, ne vem. Ne, mislim, da, če mu damo en plus, je to, da je mogoče na papirju, kot neka špricer ideja, ne, da pač rečeš, dajmo narediti anime v live verziji, kot se Disney gre, tako kot si ti omenila, ne. Če je to, mu lahko tu zaploskam, probo si pa, niti ratal, ne, niti približno ni. Ampak nič ni tega, kar si ti zdaj omenil. Mislim, da se on preveč res najemlja tukaj. Ne. Preveč skuša biti ta najstniško všečen, japonski publiki najstnic všečen, recimo tako. No. Si predstavljam, pa nočem biti zdaj orientalističen tukaj, ne, ampak sodeč po reakcijah publike je bilo tako, ali so se najmlajši režali tistim res nekim poskusom, jokom, ali smo se pa mi režali, ker je toliko slabo. Ali pa so ljudje odhajali iz dvorane. Tudi to je bilo. Tako da, tu lahko piko dam. Kaj ste pri več filmih videli, da so ljudje odhajali iz dvorane?
Jaz sem še pri enem, čakaj, zdaj moram malo premisliti. Sem še videl, pri še enem sem opazil, da so ljudje odhajali iz dvorane, ampak ne tako množično kot tukaj. No. Tukaj je bil najbolj tale. Ja. Jaz sem samo pri Poor Things, ampak v bistvu sem sedel poleg 3 gospa, ki so skupaj prišle, so bile upokojenke in ena od njih je rekla, tako vstala je onima 2 razložila, da to ni za njo in šla ven, ampak je bila, mislim, da edina. Okay. Ja, no, sej, mislim, nič ni narobe s tem, da kakšen film za koga ni, ne. To absolutno ne, ampak mogoče vseeno kakšen film, ki ni za nobenega, tudi ni glede v redu. Ok, ja, to je to, kar ne prijateljice. Pejte mogoče, ne vem, gledati, če imate. Ne pejte od Mamorja, kaj drugega gledati kot tole, prosim. Ali pa če ste videli tega, pa ne poznate njegovo filmografijo, dajte še probati kaj več. Ali pa če bi radi bizarni japonski film o vampirjih, je Takashi Miike tudi posnel enega, ki je fucking weird. Fucking weird. In je tudi najstniški, na isti varianti, samo da ima poskus incesta kot poskus rešitve pred vampirizmom. Sjajno. Mogoče pa ne niti tistega izgledati. No? Ampak ja, je pa tako, kot ponovadi meni pri najstniških japonskih filmih, jaz sem rado lačen, zraven, no? to pa je res vedno. In ko smo še pri japonskih in nenavadnih filmih, imamo zdaj seveda Kubija, režiral ga seveda Takeshi Kitano in tudi odigra, mislim, da glavno vlogo. Tu je več pač znanih igralcev noter, od Kaseja do Kimure, Tadanobuja, skratka, kar nekaj takih prepoznavnih, tudi če se vam zdi, da ne veste, kaj so japonske filmove, jaz mislim, da si pejte pogledat, ker je nekaj takih in zdaj seveda, skratka, še prej, da se lotimo tega, povemo sinopsis. V 16. stoletju so se rivalski vojskovodje borili za nadzor nad japonskim ozemljem, med njimi tudi okrutni lord Oda Nobunaga. Nobunagi se upre eden njegovih zvestih vojščakov, Araki Murashige, ki po nesrečenem atentatu izgine. Nobunaga zbere preostale vazale, vključno z Mitsudijem Hidejoshijem, in jim naroči, naj Arakija ujamejo za vsako ceno. Obljubi jim, da bo tisti, ki mu to uspe, razglašen za njegovega naslednika. Vse skupaj, tudi zaradi dejstva, da so številni vojskovodje in tudi sam Nobunaga vpleteni v homoseksualna razmerja, je glavni razlog za številne pomisleke, spletke in pasti, ki že tako napete razmerje do odnose še bolj zapletejo. To sva gledala jaz pa Mito, še kdo od vaju? Ne, skratka, Mito, evo, povej, Kubi. Meni je bil všeč. Tako bi rekel, kot japonski žanr, kot nek western, ki se sreča s svojim koncem, kot neka dekonstrukcija tega japonskega westerna. Recimo temu tako, zelo grobo sem tukaj zdaj izražal. Mislim, da je namenoma narejen na ta način, da te na začetku zmede, okupira s temi imeni, skuša biti kar se da najbolj konfuzen. Potem je tukaj v bistvu vsa ta zmeda in kritika heteronormativne patriarhalne strukture japonskih samurajev, homoseksualnosti je noter vpletena in tako naprej, kar v bistvu v samurajščina po večini izostane. Potem pa v vrhu ves ta humor, repetitivnost, nasilje je privedeno do tega, bom se izrazil, unforgiven levela, da mislim, da je to njegov komentar na ves ta žanr od Takeshi Kitana in na ta način ga tudi gledam. Ne bom rekel, da je to najboljši film ever, ne bom rekel, da je najboljši poskus dekonstrukcije, ampak je pa precej gledljiv. Ja, tako nekako, jaz sem dobil podoben feeling, pač dekonstrukcija tega žanra samurajskega, parodija do neke mere, hkrati pa skuša biti še vseeno samurajski film do neke mere in skuša tudi nek realizem vpeljati v vse te bitke, pa tako mislim, da je noter en tak prizor, ko oba skočita v zrak in se nekaj sekljata po zraku, pa sta takoj spet dol in polkar eno odide in prestavita bitko. Se bomo še srečala, pa se v bistvu ne. Tako v nekem smislu, čeprav zakaj pa se ne bi zdaj do konca, ampak v redu, pač ima full takih momentov, nenavadnih, ampak meni je tudi Kitano kot pač lik v tem filmu mi je pač neverjetno, pač igra nekega kmeta, ki je pač napredoval do te mere in ga ne brigajo nobeni ti samurajski mambo-jumbo in ceremonije in tako, on bi sam rad pač postal ta glavni. Ja, v bistvu vsi ti klišeji, ki jih je noter nastavil, seppuku, naprimer, ki je tak neka posvečena zadeva v japonskih samurajščinah, je tlele čist
trivializirana do amena. V bistvu on se sploh ne zaštiha do konca, to se ponavlja, on se dere tam, da se že. Mislim, tako vse je postavljeno na neko humorno raven, ampak hkrati postane banalno. Nižji sloji iz nižjih kast, ki se skušajo povzdigniti na najbolj butaste, idiotske načine. Humor, ki je opeljan noter, naprimer, ko zasledujejo enega izmed teh japonskih vojskovodij in potem vsi capljajo za njemu za vedno isto krilatico, bežite, gospodar, mi vas bomo ščitili, in to se ne 4-krat ponovi, na kar je že smešno. Tako se mi zdi, da v bistvu folje teh smiselnih, repetitivnih for, ki so potem na mestu ravno zato, da se pač ta koncept dekonstrukcije toliko bolj polnotranje. In tudi seveda sam konec, ne, ki je direktno navezan na naslov, ker Kubi, koliko sem, mislim, da sta mi Ana pa Maja to povedala, ne, da to pomeni glava. Prav ne vrat, ne glava kot misel, ampak prav glava kot ta del naš ud, ja. In pač to je tudi konc, kaj ne s tem, ne, ko brcne glavo dol in to. Tako da ja, meni je zelo, zelo zanimiv. Mogo bi še enkrat mogoče pogledati, ker prvi del priznam, mislim, prva tretjina je malo zmedena, ker te res napade, ampak nekako dela, meni dela. Ja, tudi, kar sem rekel, Ryo Kase kot tale glavni zlobec oziroma Nobunaga Oda je pač neverjetno, pač to je res tako do banalnosti pripeljan zlikovec oziroma zlobni šef, ker res tako z njimi dela, da si res misliš, zakaj ga ne bi zaštihal že zdavne, jih focka, jim neki teži, on ga bi zastrupil kar tam pred njim, pa pol on ga skoraj ubije, zato ker ga ne zastrupi. Res eni takih kar nekaj zanimivih, tako da ja, meni je tudi bil film čisto simpatičen, eden boljših Takešija Kitana z njegove bere zadnjih let, recimo. Zdaj, glede na to, da je Kitano naredil eno bolj slovitih samurajščin zadnjih desetletij, torej za Toichija, koliko je tu neka komentar na tisto? Ja, ne vem, meni se ne zdi, da je zdaj neki direkt na Zatoichi, absolutno ne, na cel žanr. Jaz mislim, da tukaj znotraj tega pač tudi na Zatoichija in na to pač mitologiziranje in romantiziranje teh herojev. Jaz mislim, da definitivno je tudi to, ampak ne pa toliko neposredno, da bi zdaj bili direkt neki čovki na Zatoichija. Ne, to ne samo, mislim, da bolj tako kot Unforgiven sem prej z namenom omenil, ker pač Clint Eastwood je 100-krat bolj resen pri svojem početju, kar se tega tiče, ampak Takeshi Kitano v njegovem značilnem, malo bolj sproščenem slogu isto počne. Tako da ja, mislim, da bolj to veliko poveličevanje tega monolita japonskega filma on skuša malo na realna tla postaviti, ampak mu vseeno stopničko vzeti. Ok. Ja. Ok, gremo, to so tudi, zdaj so že filmi ker smo jih dva videli, zdaj letale sta menda Igor in Ana, se pravi Interesno območje, The Zone of Interest, film Jonathana Glazerja. Spet kratek sinopsis. Rudolf Hess je komandant v nemški vojski v drugi svetovni vojni, skupaj z ženo Hedvig in otroki, živi v idilični hiši, od katere je neokrnjena narava le korak oddaljena. To je popolno okolje za vzgojo otrok, tam se lahko v miru igrajo, medtem ko mati skrbi za vrt, ob koncu dneva pa se družina zbere pri večerji. Nekaj je pri Hessovih vendarle malo drugače. Njihovo posestvo meji na koncentracijsko taborišče Auschwitz, a to družine prav nič ne moti pri vsakodnevnih opravilih. Občasni streli, kriki in prah, ki ga prinese iz dimnikov, so samo bežnja motnja v zadju, ob kateri nihče ne trene z očesom. Skratka, definitivno nekaj za čez praznike pogledati. Mislim, meni absolutno je film, ki ga bom pogledal enkrat, ker se mi zdi pač zanimivo, ampak no, zdaj daj ta povedati, kakšen je v resnici film. Meni je bil to eden najboljših filmov Leafa, pa tudi leta. No. Jonathana Glazerja izjemno cenim kot režiserja, njegov prejšnji film Under the Skin je pač mind-blowing. On se loteva tem na način, da bo gledalcu neugodno in ta tema je kot nalašč za to, da ti bo neugodno, ker v bistvu prikazuje celcajt to srečno družino, ki se pretvarja, da tam ni za zidom nič, da ni tega hrupa
In tisto, kar pa jim koristi od tega, kot recimo ona dobi nov pelcmantel, pa proba, pa razlaga, kje je dobila ta diamant, da je bil skrit v zobni pasti in da zdaj vedno zobno pasto dobivajo, pregleduje. In tako dalje. Vidiš, da ne samo, da zna ignorirati, ampak tudi izkoriščati in da se ji zdi prav. In koliko je ona nestrpna do ljudi okrog sebe, imaš občutek, pač tole Hesova žena, ne, Hedvig, imaš občutek, da je takšna zato, ker pač je nezadovoljna s tem, da drugi ne znajo tega ceniti. Ker oni se imajo za pionirje, tukaj prodora na vzhod in hočejo, da jih bolj častijo zaradi tega, plus nje je to idealno. In potem v bistvu, ko pač njena mati pride, pa tam je freaked out, je ona zelo pistofna. Pol pa ima Glazer eno par takih samo svojih prijemov, ki so weird, ampak mislim, da imajo nek smisel. Pričemer za prvo weird zadevo sem dognal, za drugo weird zadevo pa moram reči, da ne morem čisto enoznačno ugotoviti, kaj je, ampak pač na eni točki ta glavni junak pogleda po enem hodniku in ta hodnik je mala luknja, pač lina in se odprejo vrata in na oni strani je muzej v Auschwitzu dan danes in čistilke ga čistijo in vidiš ti muzej in potem se vrne zgodba nazaj na njega in gre dalje. In je tak, ok, ja. Ampak... A ni to samo na koncu? Ja, to je na koncu, predtem pa je že scena s tisto, ko je negativ dan, pa ko jabke nastavlja pod lopate pač taboriščnikom, ki je tudi zelo weird, narejen in zelo drugačen in zelo tak hrup, ki ga Mika Levi že zdaj drugič sodeluje z njim, naredi pač z, rečemo temu, glasbo. Ja, mislim, Glazerjev film je bil zagotovo eden izmed tistih, ki sem jih jaz najbolj neočakano pričakovala, da si jih pogledam. Vsekakor se mi zdi, da so filmi o holokaustu vedno ena pač svoja kategorija, gre za temo, pač, ki jo je izredno težko obravnavati. Mislim, da je on najdel en zelo smart način, kako se tega lotiti. Je pa res, da se mi zdi, da je film toliko konceptualen, da je problem v tem, da kaj enkrat prebereš, pač o čem je poanta, potem sam film name ni imel več učinka. Mislim, če nič ne bi vedela o tem filmu in bi ga šla gledat, bi verjetno imela drugačno izkušnjo, kot sem jo. Zaradi tega, ker pa sem si pač par stvari o tem filmu naprej prebrala, ker sem vedela, pač o čem je poanta, ampak ne gre, film ni šel dlje od tega, žal. In v bistvu me je zaradi tega v resnici malo razočaral. No? Moram reči, da sem več pričakovala od tega filma. In ne vem, nekako zanimivo je mogoče v bistvu čist iz tega konceptualnega, vizualnega vidika, se pravi, da gre za neke res zelo ostre digitalne podobe. Tukaj recimo večina filmov o holokaustu ali o zgodovini ima neke te nostalgične filtre, neko to svetlobo, ki te prenese v neko zgodovinsko obdobje. Tukaj imaš pa občutek, da se to v bistvu dogaja danes. Ne? V bistvu ta podoba je v bistvu nam tako blizu, da nam to zgodbo v bistvu na en drug način približa, no? Kar se mi zdi zelo smart, zaradi tega, ker se, če tako premišljujemo, ne, to je kaj dobrih 70 let nazaj, to ni nič v resnici. Pa pač vemo, da še zdaleč nismo presegali tega, kar se je dogajalo pač v Auschwitzu, tako da ne vem, kar se pa konca tiče, no, glede na to, da se mi zdi, da film naslavlja to slavno tezo banalnosti zla, da je ta konc v bistvu na nek način zanimiv dodatek, ne, da danes v bistvu ta Auschwitz pa te ljudje, ki tam delajo kot čistilke, čistilci, ne vem, hišniki, da na nek način so
podobno udeleženi v tej banalnosti, ker vsak dan delajo to za neko množico turistov in potem grejo kaj domov in morajo odmisliti to, da so oni vsak dan tam in to počnejo in so s tem v stiku. Ne vem. To je zelo dobra interpretacija tega. Ja. Se mi je... Ja. Je pa seveda, mislim, tukaj absolutno morava omeniti Sandro Hüller, ki igra pač Hedvig. Mislim, še ena res izjemna vloga. Ona se mi zdi res naredi ta film. Ja, vsekakor. Pa tudi tale, ki igra Hesa, Christian Friedl, tak zelo korpulenten možakar, pač tole fašistično frizuro in potem ima tak visok, nežen glas. In se mi je zdelo, da s tem ga naredi še toliko bolj grozečega. Ja, meni recimo en zelo zanimiv element filma mi je bil ta stik z naravo in v bistvu ta, ne vem, bi temu lahko rekla, ta nemška romantika, ki je na nek način en tak brutalen drugi pol te pač industrializacije, pač tega napredka, ki se ga oni grejo. Mislim, ful mi je zanimiva ta distinkcija tukaj, ne? Ker ona dva v resnici sanjata o tem, da bi imela kmetijo, da bi živela v stiku z naravo, hkrati pa je on vodja enega pač mogoče industrijsko največjih projektov sodobnega časa. Ne? Tako da tukaj pa kako v bistvu Glazer to naravo na nek način podaja v tem filmu. Ne vem, tukaj ena ta scena, ki se jo res spomnim, je, kako je Hos jezen, ker v taborišču nekdo si odreže eno vejo španskega bezga, ne? Ker ta bezek je tam zato, da bo taborišče lepo. In je tako, mislim, ti absurdi tega, kako pač je on v bistvu na nek način res pozoren do vseh stvari, ampak ne vem, v bistvu zaradi teh dreves in teh malenkosti pa ne vidi v bistvu gozda na nek način. To smo kar kupili. Ja, ampak to je čisto tipično. To je dobesedno debata, ki smo imeli o Borogu in grafitiranju. Kako nekateri pač ne vidijo, kaj je Rok naredil v umetnosti in za gentrifikacijo v Ljubljani in počasi ubija Ljubljano, ampak to, da pa je nekdo z grafitom porisal WC, je pa nekaj najbolj grozljivega, hujskaškega, huliganskega, kar je možno. Ampak čestitke za primerjavo Janše Jankoviča z vodjo iz Švice. Here to serve. Meni se je zdelo to, da za razliko od prejšnjega filma se je on tukaj odločil zaključiti v skladu s tem, kako se pač knjiga zaključi, oziroma niti ne tako, kako se knjiga zaključi, ampak zgodovini slediti v tem primeru, ne? Ker je čisto odstopil od knjige. Knjiga se konča po vojni. Ne? Ampak da je zaradi tega manj radikalno. No? Ker konec v tem Under the Skin je hardcore. Bolj kot tukaj. Ne? Ok, zdaj gremo naslednji vojni, ne vem, kaj ne rečem. Ja, to je liv, stari, to je liv, no, kama. Skratka, poljubi prihodnost, YouTube v Sarajevu, Kiss the Future, zakaj mi zadnji ceta posod Zagreb skače, režiser Nenad Čičin Šajn, ne vem, mladi sarajevski glasbeniki so beg pred grozotami vojne našli v rokovskih koncertih v kleti Sarajevske akademije za dramsko umetnost, kjer je deloval tudi kino Apollo. Več letih, ko je bilo mesto odrezano od sveta ter prepuščeno na milost in nemilost paravojaškim silam, je rock in punk glasba marsikomu ponujala edino rešilno bitko pred norostjo, vsakodnevnih detonacij in strelo ostrostrelcev. Zakaj moram te grozne stvari brati? Skupaj s tamkajšnjimi glasbeniki je ameriški humanitarni delavec Bill Carter stopil v stik z glasbeno skupino U2, v želji, da opozori na pogubne posledice te krvave vojne. Skupina je na svoji turneji po leti 1993 po zaslugi satelitskih povezav
svetu razkrila pričevanja in stiske ljudi, ki so se trudili preživeti v nemogočih razmerah. Malo pozneje je načrtovala svoj prvi koncert v Sarajevo. Se pravi, to sta spet Igor in Ana in to je zdaj dokumentarc, če jaz prav razumem, ne? Okay. Ni samo dokumentarc, ampak je big budget dokumentarc, ki sta ga producirala Matt Damon in Ben Affleck in ga pušajo, da bi naj bi dobil tudi široko distribucijo v kinu ZDA. Aha, za Oscarja, in šel za Oscarja. In kot so razlagali na premieri, se Damon na vsaki projekciji, ki jo obišče, kar po festivalih je kar dost bilo, potem zjoče in je cel čustven Matt Damon. Ti ubogi Bostončani. Ja. Boston. Zdaj, film je torej zastavljen je velikopotezno. Ti imaš oris zgodovinske situacije, ki ti ga pač imaš talking heads, ki vključujejo Kristjana Amanpour, Billa Clintona. Vse tiste, ki res obvladajo zgodbo tega področja. Ja, mislim, Clinton je bil deloma odgovoren. Ne? Ja, sej. Ja. In potem tudi te ljudi, ki so dejansko protagonisti, ki so bili glasbeniki in tega Billa potem spoznamo, ki pride tja z neko humanitarno sceno in kar ostane v Sarajevu in se trudi na nek način povedati svetu, kaj se dogaja. Potem pa pač še Bono pa Edge se postanejo vpleteni v to zgodbo in pač prek tega zveš, kaj se je zgodilo v vojni in potem na koncu privede, pač zaključek filma je pa koncert, ki je bil 97. v sklopu Pop Mart turneje in na katerem sem bil. Film prikaže ta koncert kot pravi konec vojne. Da so takrat ljudje, ki so iz različnih narodov skupaj žurali na koncertu, šele dojeli, da pač, ko se je nekaj tako monumentalnega zgodilo, da pač ne bo spet snajperjev in tankov in tega. Mislim, ja, čist legit. Lep film, heartwarming, daje ti vero v moč glasbe nad neumnostjo politikov. In se mi je vedno zdelo, da pač bila glasba fajn. Plus, meni osebno je bilo zelo všeč to, da je Bono not, ki deluje kot čist normalen človek in ne kot Jesus complex person, ki je bil zadnjih 15 let nekje, kar je bilo zelo disturbing. Kaj pa ti, Ana? Ja, jaz sem ta film gledala letos v Sarajevu. Bil je otvoritveni film festivala. In vsekakor je bila to ena zelo posebna in tudi zelo čustvena izkušnja gledati ta film, ki govori o mestu, v katerem trenutno gledamo ta film z ljudmi, ki so bili tudi v bistvu vključeni v to zgodbo, ki jo film pač pripoveduje. Ampak vseeno se mi zdi, da moram zavzeti kar malo kritično distanco do tega filma, ker tako kot je Igor rekel, ne, gre za res visoko budžeten dokumentarc, ki na nek način poskuša biti zelo všečen. In se mi zdi, da se več posveča v bistvu nekim zvezdniškim imenom, kot pa za res zgodbi, ki je zelo zanimiva, ampak res imaš občutek ves čas, ko gledaš ta film, da gre za absolutno pač pristranski zahoden ameriški pogled, ki nekako popraska malo po površju te zgodovine in pa kompleksnosti dogajanja pač v tej regiji. Tako da, kar se tega tiče, me je tako, je zelo soliden dokumentarc, mislim, vse štima, glasba, montaža, mislim, tako vse je na svojem mestu, ampak v resnici, mislim, je zelo, gre za zelo popularen izdelek, ki bi pa lahko bil še več in jaz bi si želela, da bi bil več. A misliš, da bo dobil Oscarja?
Če bo Bono dosti dober, kako se že reče, agitiral oziroma agitiral, pol mogoče. Pa Matt Damon. Matt Damon, Ben Affleck. Ko bomo čez 30 let dobili dokumentarec, kako je Taylor Swift rešila izraelsko-palestinski konflikt, po mojem isto. Tam smo. Ko bi le, ampak. Ko bi ga le gledali, posnamejo 6 dokumentarcev, Netflix, vse specijale. Ampak ok, skratka, YouTube, Sarajevo, lepo. Gremo dalje, naslednji film na seznamu je La Tour, oziroma Stolp, Guillaume Niclot, I guess, da sem to povedal približno prav, francoski film. Prebivalci stolpnice v značilnem francoskem predmestju se nekega jutra zbudijo in odkrijejo, da so uviti v nenavadno meglico. Zlovešča snov, ki kot črna tančica zakriva okna in vrata stavbe, pogoltne vsakogar, ki se poskusi prebiti skozi njo. Ujeti v brezizhodno pas se skušajo stanovalci organizirati znotraj etnično mešanih družin, a čas neusmiljeno teče, hrane je vedno manj in položaj se zdi vedno bolj brezupen. Zdaj, jaz nisem videl tega filma, ampak sem pa prebral najboljši review in bi ga citiral. No, dej. Ja. Potegne čik iz škatlice, Galois blond prižge, potegne dim in v Ben Affleck velč šmarc maniri izdihne. Fuck, to je bilo mračno. Avtor, Mito. Ni bilo težko gledati, kdo je avtor. Skratka, Mito bo kar nadaljeval to svoje, malo bo razširil svojo lakonično recenzijo. Tega sem tudi jaz priporočil. Pa moram reči, da me ni niti razočaral, kot me je pač izpolnil vsa pričakovanja in še toliko več, ampak izpolnil jih je v tistim svoji pač polni konceptualni maniri. Pač to je čist dark, popolnoma nihilističen film, ki ti ne daje niti žarka upanja, nobene odrešitve za like ne predvideva, mi jih niti ne ponuja in je pač zelo, zelo dark. Tako na ta tema je dobesedno tisto po moje, kaj gledalci čutimo, ko gledamo ta film. Je žanrski izdelek, vse nastavlja se na ta način, misliš, da boš gledal neko Stephen Kingovsko meglo ali pa kakšen drug horror. Dejansko je pa kao nek razkroj družbe, mogoče ne dlje, kaj bi lahko šel, bi lahko rekel, da je pač to komentar na francosko predmestno družbo, kritiko tega asimilacije in tako naprej. Tukaj bi lahko zdaj praskal potem, ampak se mi zdi malo ceneno, ker pač na koncu se samo gre za neko osnovno človeško dostojanstvo, ki se tle pa vžre do kosti. Da to Tega filma ne bom še enkrat gledal, ker sicer je kompetentno odigran, posnet, mislim, da nima obrtniškomu kaj zameriti, je pa pač tako dark, da enostavno bi se ga ognil. Vse jaz. Mislim, pogledajte ga, če komu to sede, sure. Ja. Jaz mislim, da se Francozi grejo postapokalipse, se res grejo postapokalipse. Ni nobenih umestnih prostorov, nobene manipulacije, nobenih, pač ljudje jejo mačke, nekateri jejo dojenčke, če prav razumem neke namige v filmu. Takoj se zelo hitro se organizirajo pač po barvi kože, in najprej so seveda belci tisti, ki se ustrašijo, kaj jim bodo oni tam temnopolti z višjih nadstropij naredili. In ne vem, če je kaj romantike nota, razen da na koncu imajo neke stenske poslikave, tako da je še nek duh človeška, ki vztraja kljub temu, da je pač gre v neko primitivo. Ampak zelo, zelo temen film. Ni tudi, če kar konec pribijem, v bistvu kao misliš, da bo neka odrešitev, ena izmed mater samohranilk, ki pobegne pred tolpam, reši otroka pred pojedino, se skrijeta v kleti in pol mu razlaga zgodbico, kako je lev bil prijazen do svojega psička v živalskem vrtu, ki je po nesreči se zatekel v njegovo kletko in ta zgodbica se sam konča. To je to, konc filma. Ona omeni, da nekoč je bila enkrat prijaznost. To je ta message. A veš, tako... does not add to cart, res ne. Kar dark, res dark. Tako
The Last of Us, ampak zares. Meni je bilo zanimivo na predstavitvi Lifa, je Simon Popek rekel, da je to najbolj politično nekorekten film. A je kaj na tem? Ali... Ne vem, glej zdaj, kako gledaš politično korektnost. Ja. Meni se pa zdelo, da so temnopolti čisto v redu prikazani in da niso prikazani samo kot barabe. Ja. In danes je to že, mislim, da po eni strani zelo politično nekorektno, po drugi strani pa se mi zdi, da saj niso vsi barabe. Ni, Ja. mislim, če bi to je precej površinsko, mogoče mičken cenena izjava, sem tak kar izrazil direktno, ker film se noče niti ukvarjati z neko politiko, takoj zapopadajo na stereotipe, barva kože, pa kao, mi bomo se tako organizirali, pa tako ste rekel, belci so ta prvi, ki bojo zapopadli. Pa potem moški, ženske. Pa imaš prostitucijo, pa imaš trgovanje z človeškim blagom, živalskim blagom, kakorkoli boš to imenoval, ampak ni nobena morale, ni posredi, samo pač zgolj menjava blaga, veš, tako popolnoma izpraznjeno vrednot, morale, etike, zgolj je samo še čisto golo preživetje. Ja. In če je to politično nekorektnost, najlepša hvala. Ja, mi dva z Mitotom zelo priporočava. Za vse študente filozofije, absolutno nujno gled. In še zadnji teh filmov iz tega sklopa je El Rapto, Ugrabitev, Daniela Goggi, to je argentinski film. Skratka, Buenos Aires v 80-ih letih, Julio se po padcu brutalne diktature svojo družino iz azila vrne nazaj v Argentino, možakar prihaja iz bogate družine industrialcev in zdaj, ko so se razmere v državi uredile, je vse pripravljeno, da bo skupaj s starejšim bratom Miguelom prevzel upravljanje podjetja. A ravno, ko bi moral zasesti družinski prestol, Miguela ugrabijo, Julio pa postane glavni pogajalec s kriminalci. Tako se razkrijejo sile kontinuitete prejšnjega sistema, ki še vedno delujejo v na novo vzpostavljeni in krhki argentinski demokraciji. Skratka, o silah kontinuitete iz prejšnjega sistema bo prva spregovorila Ana. Ja, v resnici nimam prav veliko za povedati o tem filmu. Gre za zelo soliden politični thriller na nek način. Dobro narejen, ampak nič posebenega. No. Mislim, se mi zdi, da če ne bi pač bil tukaj, da sva ga oba z Igorjem gledala, bi verjetno pozabila na to, da sem ga sploh gledala. Ne vem, mogoče mi je bil na nek način film mal naiven, vsaj iz nekega tega sodobnega konteksta, no? Ker pač glede na to, kako nastavlja te, v bistvu to pogajanje, no, z pač oblastmi, se mi zdi, da danes nihče, ampak res nihče ne bi tega verjel, kar mu oni govorijo, no. In nekako se je postavljen pač v malo boljše nedolžne čase, ampak nekako, mislim, se me ni nekaj preveč dotaknilo. No. Ne, jaz se absolutno strinjam, jaz sem priporočal ta film in mislim, se so tudi drugi dobri filmi. Zmanjka mu precej na žanrskem področju, kak je zgrajena zgodba in na tem, kako bi razložil zgodovino, in se mi zdi, da toliko enih stvari, ki bi bile smiselno jih vključiti, glede na to, kaj liki počnejo in kako se razvije zgodba, ki pač to vseeno dolgo traja, nekaj to, ne vem, 2 leti ali nekaj takega dogajanja, ne? Da bi to lahko bila miniserija, brez problema, pa bi lahko razložil ene stvari, sploh če gledaš na tujino, ne? Ker zdaj, kar je bistveno, ne, je to, da ugrabitelji so bili bivši specialci, ki so mučili ljudi. Ampak te specialce so enostavno, ali so jih prerasporedili na druga delovna mesta, ali so jih odpustili, whatever, oni niso imeli kaj za delati, so pa podobno kot Liam, niso imeli a certain set of skills. Tega ne zveš filmu, to zveš, če greš brat pač zgodovino, ampak se mi zdi, da je tu ena stvar, ki bi lahko posvetil pač celo epizodo serije, kako te ljudje delajo in kaj je njihov point in tak dalje. Ti zveš samo njegovo perspektivo, on je pa vedno bolj nadležen, koliko je nesposoben pri tem, da bi karkoli zrihtal in kako vedno bolj propada. Ne? Na koncu je ekonomist. Tako da. Ja. In ne samo to, ekonomist, ki noče delati v gospodarstvu, ampak hoče to službo v banki prepustiti svojemu bratu, zato da bi on šel na faks delati.
Tako da, to pa vse ve, to vse pove. Okay. Skratka, pa nesreča od malega Mesija. Ne. Kako lahko postaviš film v 80 leta, pa ni en. Tudi odraslega mali Messi, Maradoni da ni not tega. Žalostno, res. Okay. To je bil ta pregled tega, kar nas je večina, oziroma kar vsaj dva sta pogledala isti film. Zdaj pa gremo en krog za, se pravi, lahko še zberete top največ 4 filme, ki bi jih bilo vredno izpostaviti. Ana, ti si seveda na vrsti kot gostja. Kaj misliš, kaj je bilo še takega vrednega letos na Leafu, pa kar bi mogoče priporočila še, da pogledamo? Ja, en nujen film, ki je sicer brutalen, mogoče še bolj kot Stolp. Okay. Ampak absolutno nujen za pogled je Zelena meja Agnieszke Holland. Se pravi, poljska koprodukcija. Zgodba govori o beguncih iz Bližnjega vzhoda in iz Afrike, ki se zataknejo na belorusko-poljski meji. Skratka, ves film gledamo predvsem to, kako si jih brutalno podajo iz ene strani na drugo stran. Je pa film zelo smart narejen v smislu, da predstavi različne perspektive na ta problem. In sicer v bistvu ga vidimo z perspektive vojakov, ki pač to delajo na terenu. In kako v bistvu to seveda pronica potem tudi v njihove lastne odnose, v njihovo življenje. Potem gledamo to z vidika prebivalcev, ki živijo na tem območju in kako to nekako upada v njihovo življenje. Potem gledamo to z perspektive prostovoljcev, ki tem beguncem poskušajo pomagati. In nekako Agnieszka naredi en tak lep način, pač razgali vse te res napačne evropske politike, na koncu pa še kot žebljiček na glavico seveda pokaže, kako je Poljska, potem ko se je začela vojna v Ukrajini, sprejela skoraj 2 milijona poljskih migrantov, brez da bi se kakšnakoli brutalnost, ki se dogaja beguncem iz Bližnjega vzhoda in Afrike, zgodila tem ljudem. Tako da v bistvu na nek način pol še doda to dvoličnost. Super, zakon. Ja, za ta film sem slišal že od tega našega poljskega letošnjega avtorja na Vilenici, ki ga tudi zelo pohvalil, pa je rekel, da zdaj ravno takrat je bila nekje premjera, ne vem, v Kanu ali ne vem, kaj se je takrat vrtel, tako da absolutno nekaj ja, za pogled. Ja, pa tukaj je še, mislim, res je en kup čudovitih detajlov, no, res je noro dobro razdelan film. Mislim, ne vem, če lahko to tematiko na boljši način obravnavaš, no, kot jo obravnava ta film. Tudi recimo, mislim, to, kar sem zdaj povedala na koncu, ne, pa te argumenti, da so mogoče ukrajinski begunci nam kulturno bliže. V filmu je en res lep prizor, kako se v bistvu srečajo poljski in pa sirski otroci in začnejo skupaj repati, ker poslušajo pač podobno glasbo in nekako v bistvu tudi naredi to poanto, da ne, mislim, danes pač živimo v globalnem svetu, vsi smo na nek način povezani in imamo zelo podobne v bistvu neka kulturna izhodišča. No, ne glede na to, koliko smo različni, smo si tudi zelo, zelo podobni, ne glede na to, pač na katerem koncu sveta živimo. Okay, super. Kakšen film, ne? Ja, v bistvu odličen mi je bil tudi film Chimera. Alice Rohrwacher. To je italijanska režiserka, ki dela zelo posebne filme. Tudi ta je zelo, mislim, se mi zdi, da v njenih filmih ostaja nekaj tega italijanskega magičnega realizma, ki ga je pač tako dobro znal delati Fellini. In pač te njeni filmi so res en tak posladek za gledati. No. Čudovit film o
o temi tatov grobov. Se pravi, imamo neko skupino, ki ropa etruščanske grobove. In nekako se cela zgodba, ki zares ni zgodba, ampak samo spremljamo neko dogajanje, odvija in Josh O'Connor igra nekoga, ki je ki ima neke nadnaravne moči in zna najdati te grobove. In ne vem, težko povem, ampak skratka vse v tem filmu je na nek način res čudovito in samo deluje in je sam nor za pogled, absolutno priporočam. Potem pa bi mogoče omenila še ali Rdeče nebo ali pa Vsi mi tujci. Mogoče Rdeče nebo, nov film Kristjana Petzoldta. Petzold se mi zdi je vedno en avtor, na katerega lahko računaš, da bo naredil dober film. Rdeče nebo sem videla že na Berlinalu in nekako že od februarja ostaja z mano. Gre res za en film, ki ima enega najbolj zanimivih likov, ki sem jih videla v filmih v zadnjem času. Gre za za frustriranega pisatelja, ki poskuša napisati svoj drugi roman, pa mu nekako ne gre. Ja, poznamo tako. In Petzold ga res secira, mislim, na brutalen način, ampak brutalno zabaven. In ne vem, mislim, kako pač ga razgalja kot človeka, njegovo osebnost. Mislim, vsako minuto filma se naučiš nekaj novega o njem in hkrati o sebi. In hkrati pa je film zelo tak dinamičen, mladosten, zabaven, tako res užitek ga je gledati. No? Tako da to je res en tak film, ki ga človek z užitkom pogleda in ne vem, si pol še 2 leti ves čas vrti album skupine Wolners. Gre za dunajsko zasedbo, ki je prispevala naslovni komad tega filma In My Mind in nekako res tako lepo zasoli cel ta film. Ok, super. Zelena milja, torej Himera in Rdeče nebo strani Ane. Igor, kaj ti priporočaš še poleg tega? Ja, jaz sem Rdeče nebo imel zelo plan videti, ampak sem ga preskočil, ker je od naslednjega tedna na sporedu Kinodvora, tako da si ga lahko kar tudi ogledate in jaz si ga tudi bom, mislim, da je v torek, ponedeljek premiera. Okay. 5. decembra. Ja. En film, ki je pa že na sporedu Kinodvora in Art Kino mreže, pa sem ga uspel videti, je pa Passages ali Passages, ne vem, v Franciji se dogaja, prehodi, Aire Levina in je tak dost seksi film, ki je ful seksi tudi na način, da tale mit avtorja kot nekega genija se odloči, da je to malo bedno, da imamo. In tale glavni junak je režiser, ki je totalno emocionalno froc, rečemo temu, in je kao srečno poročen z enim tipom in potem spozna eno mlado punco in se z njo zaplete in potem pride domov svojemu možu povedati, veš, kaj sem delal sinoči, ljubil sem se z žensko, a si lahko srečen zame, ker sem končno našel srečo. Obvisli ni, ne? Obvisli tip dela še večjo štalo in si pač jemlje, da to lahko, ker je pač on nekaj več od ostalih, ne? Ki so pač... In mislim, da super je narejeno, zelo dobro je posneto. Franc Rogovski je v glavni vlogi tega režiserja, Ben Whishaw je njegov mož, pa Adele, katere priimka ne znam izgovoriti, ta, ki je bila v Zero Fucks Given, pa Blue is the Warmest Color.
je ta Agate. Meni je bil dober film, zabaven, tragičen, romantičen, pač to, kar pričakuješ od enega evropskega filma, ki ga posname en Američan. Dosti bolj ameriški film je pa Reality. To ne vem, če se bo dalo še kje videti, ampak ful priporočam. Je pa, kot je Majda Širca povedala, prvi film, kjer je celoten scenarij podal FBI. Zato, ker naslov na Reality je Reality Winner, žvižgačka, ki je trenutno še vedno v zaporu zaradi izdaje državnih skrivnosti. In celoten film je FBI-ovo zaslišanje, dialogi so dobesedno vzeti iz zapisnika, kjer je vmes cenzurirano, je tako, pa malo zamoti sliko, pa to tak. Ampak to je tak, ne vem, mogoče 3-4 krat kakšna beseda ali fraza, drugače pa je. Sydney Sweeney je v glavni vlogi in je super. Ona dva, ki igrata ta FBI-ovca, sta pa fucking creepy. Tak resnično, eden je taki nerdy dad z očali pa brki, drugi je tak malo nabildan temna polt, ki se pol z njo menijo o tem, kak je o dvigovanju uteži, ampak cel cajt imata eno tako prezenco, ki je resno disturbing in prav vidiš, kaj ti naredi eno tako zaslišanje in moram reči, da je zelo, zelo zanimiv film. In gledal sem uspešnico Poor Things, Jorgos Lanthimos z Emma Stone, Markom Ruffalom in Willemom Dafoe v glavnih vlogah, ki pač totalno priporočam. Mislim, da po mojem, da bomo delali epizodo o tem, ker je čist žanrski film, pač variacija na Frankensteina, variacija na Barbie, kar se mi zdi, glede na to, koliko časa ti filmi trajajo, da je en film, ki ima toliko podobno štorijo, ko Barbie pride ven isto leto, prav malo weird. Okay. Ampak je pa ful bolj intelektualen. Vizualno je pa tudi zelo, zelo... Kva? A praviš, da Barbie ni intelektualen film? Daj ga. Rekel sem, da je ta bolj. Vizualno je pa ta film tako, kot da bi vzel Moulin Rouge od Baza Luhrmanna, pa bi rekel, ok, ampak kaj pa, če se ne bi držali nazaj? Ok, ja. Ful priporočam. Mislim, da je silvestrska premjera v Kinodvoru in potem upam, da čim prej pride na redni spored. Je, za januar je napovedan tudi v Cineplexu, oziroma na rednem sporedu. Ok, hvala. Igor, Mito, še ti, tvoji predlogi? Ja, moji ostali 3 predlogi. Eno je Snežni leopard, pa kitajsko-tibetanska produkcija. Vizualno mi je bil presunljiv, predvsem, ker je meni všeč pač himalajska tibetanska pokrajina in tega je ogromno tlele noter. Zgodba je preprosta o neki dokumentarni ekipi iz lokalne televizijske postaje, ki gre k kmetu, ki je ravno kar ujel snežnega leoparda, ki mu je prišel ovceklad in ga je imel v staji od ovc. Ampak se vse zakomplicira z birokracijo, pa z željo po maščevanju, z jezo tega kmeta, ki želi imeti povračilo stroškov in odkupnino za vse ubite ovne, ki mu jih je snežni leopard ubil, na kar se pač vplete najprej lokalna politika, potem policija in to je tudi celotna zgodba te premisa ali pa zaplet filma. Je pa tako, film deluje na pol reklama za Tibet, kot Come Visit Tibet, po drugi strani imaš pa neke magično-realistične, mistične momente enega mladega meniha, ki je brat tega kmeta in ga kličejo tudi kao snežni leopardni menih, nekako tako, ki se s tem dotičnim snežnim leopardom že spoprijateljil par let poprej in imata nek magični stik, nekako prehajata iz ne vem, kako bi temu rekel, ne vem, pač duše se mešajo, whatever, bomo pač temu rekli. In je malo zmeden. Na en način želi biti malo tale orientalističen, na drug način pa kot kao, ne niti kritika, ampak kot reklama za, reklama za Tibet.
Ful preveč prijazen je do oblasti, vse za moje pojme. Ima neke smešne, presunljive elemente, ki predira četrti zid. Predvsem jeza tega kmeta, ki nagovarja direktno občinstvo in ne veš, kaj dejansko se dogaja, ker on govori dokumentaristični ekipi in prav reče, zdaj bom jaz povedal, kaj mene moti in kriči v kamero noter, koliko je v bistvu njegovo preživetje odvisno od vseh teh ovnov, kako drago je vse to skupaj in zakaj se on ne sme maščevati sicer ogroženi živali, ampak da v bistvu oblast tukaj nič ne počne in probaš štekati, ok, mislim, kaj zdaj on meni govori, v bistvu, da oblast je tle kriva, ker ga pač manj ceni kot to ogroženo žival, ali v bistvu skuša nam zahodnjakom dopovedati, da je tle v bistvu zatiran, ni najbolj jasno, kar je. In to je tudi to, nekako me je pustil obviseti v tem, na tej tehnici, no? Reklama / magični realizem, evo, to je to. Je pa lepo posnet, zelo dolgi kadri, mislim, da je tak poskus filma, ki bi zelo tekel, no? V zgolj parih rezih, tako da zanimiv. Kljub vsemu. No. Potem pa sem še pogledal Luksemburg je pa ukrajinski film, režiserja pa igralcev ne bom našteval, tako kot poprej nisem, ker bom sam zmasakriral karkoli, bom rekel. Je pa zgodba o dveh bratih, dvojčkih, ki sta zaposlena v Lvovu ali Lvivu, ne vem, v enem ukrajinskem mestu in dobita novico, da je njun oče, že davno odsoten oče, v Luksemburgu imel neko nesrečo in je v bolnici. En od teh bratov je policaj in se skuša pač prebiti skozi življenje za tem nekim bornim, koliko toliko poštenim življenjem, kljub temu, da so vsi policisti okrog njega korumpirani in tako naprej. Drug brat pa vozi avtobus in preprodaja travo in sta malo v konfliktu, ker pač dejanja enega vplivajo na drugega in tako naprej. Je pa to komedija. V bistvu ta mlajši, se ta dvojčka, pardon, on, ki travo preprodaja, se mu dogajajo neke bolj Buster Keatonovske peripetije, no, mislim, in skuša na vsak način zaslužiti dovolj denarja ali pa priti v Luksemburg, da bi pospremil ali pa rešil svojega očeta, kakorkoli, kar ima na koncu uspe, ampak na koncu film v bistvu izpade zelo drugače kot ta komedija, ki so jo doživljal z vsemi družinskimi zapleti, kot neka resna drama, pa komentar ne vem česa, da pač ta njun oče, ki bi naj bil nek srbski mafiozo, pač na koncu sam zgine, ga ni, ga pokopljajo kar nekje in to je to. Tak, na koncu se prevesi kot v neko realistično dramo ali nek komentar ukrajinskega pač revnega življenja. Ne vem natančno, kaj bi se zgodilo. Je zanimiv, humor je odličen, priporočam bosansko glasbo imaš noter, če ti to sede, tako da, ja, kar ok. Pa Pošast, tam je bil pa meni najboljši izmed teh mojih, ki sem jih videl, je pa to, ok, zdaj pa to pogledal, no, da ne bom zmasakriral. Hirokazu Koreeda in z glasbo Ryuichi Sakamoto, njegov zadnji film, koliko vem, v katerem je glasbo dal. Ne. Je pa rašamonski projekt, tako sem izrazil, kljub temu, da ni Rašamon per se, zgodba o materi samohranilki, ki zazna, da se njenemu sinu v 5. razredu osnovne šole nekaj dogaja, in skuša rešiti zadevo z ravnateljicom in učitelji. Pol se pa v bistvu film prevesi v različne perspektive, v ravnateljice in v tega učitelja, ki bi naj bil posredi, pa potem njenega sina in sošolca, s katerim prijateljuje. Rašamonsko, zato ker je pač perspektiva različna, ni pa kao tukaj posredi neke te individualne perspektive, temveč zelo dokumentarističen, objektiven pristop. Film je čudovito posnet v neki tej naturalistični pastelni barvi, kamera zelo objektivno se obnaša kot neka muha na zidu in se ti film zelo inteligentno, zelo počasi, pa zelo brihno sestavlja noter kot nek puzzle, kjer vidiš na začetku samo eno sliko, potem drugo sliko in na koncu v bistvu pride do nekaj lepega zaključka, kako se v bistvu majhna nerodnost ali pa mogoče bela laž izkaže kot mogoče pogubno za nekoga, mogoče pa odrešitev za nekoga drugega. Tako da zelo lep film. Ful priporočam.
Ok, super. To je režiser Tatičev, ne? Če se motim. Ok, jaz imam sam dva. Omenil bom Lolo, ker jo imate tudi na HBO-ju Max. Andrew Lege je režiral Leg, ne vem, karkoli, irsko-britanski film. Gre za neke vrste found footage, skratka najdejo neke arhivske posnetke, po katerih pač pogruntajo, da je bila, ne vem, sred vojne oziroma pred 40-imi izumljen časovni stroj, da sta neki dve ženski sestri naredili nek TV, ki sprejema signal iz prihodnosti in da sta potem vplivali na izid vojne in seveda, tako kot vsak vpliv na čas, se seveda nekaj zajebeta, ne? Zaradi tega, ker pač vplivata na vojni izid, oziroma da se vojna hitreje konča, se ne zgodi kontrarevolucija v 60-ih, če sem tako zelo po obrisih povem, skratka, kar se zgodi. Meni se je zdel čisto zanimiv film, tako fajn narejen, tudi igra ni bila slaba, ima pa nekaj pač takih žanrski napak, bom rekel, pač skratka, nekaj, kar ne deluje v found footage-u, da nimaš feelinga, da je found footage, da je arhivsko, zato ker je vse preveč pač umetelno, preveč zaigrano, preveč tako da, ampak drugače, čist gledljiv film, no, tak za ljubitelje malo sci-fija, pa za časovne zanke, pa potovanje v času, se mi je zdel čist simpatičen. Malo zamerim pač ta nek kliše racionalne, hladnokrvne, lezbične bejbe, ki pač tam ta njena sestra, ki je izumila ta časovni stroj, je pač čistko neka, samo jo zanima the grand picture, ne pa čustva drugih. Malo se mi je zdelo tako, da je mal stereotip. Pa gledal sem, se pravi, Haromezer, Šamozot, Darab, 3000 številčnih opek, mađarski film Adama Čašija, gre za film, ki je dobil vedomca, skratka po mnenju občinstva, pač najboljši film Lifa, ne, čakaj, to je žirija, imaš prav, žirija, ja, ne občinstvo, ja, kar takole, meni se je zdel malo eksperimentalen, kar zanimiv film, čeprav spet je en film, ki bi ga mogel dvakrat videti, da bi ga v resnici čisto razumel, gre pa za mađarskega režiserja, ki z njihovo romsko populacijo dela gledališko predstavo v Berlinu, ki naj bi bila tak napol avtorsko delo in improvizirano, ker oni pač povejo neko svojo življenjsko zgodbo in po eni strani jih on totalno izkorišča za svoj art projekt, hkrati pa imaš občutek, da nisi čisto, kje pa je ta film v odnosu do teh romske skupnosti. Jih tudi film izkorišča, ker dela iz njih neko zelo tako estetski, prefinjen, eksperimentalen film, podiranje četrte stene ali pa ne, ali je pa to del igre v igri, ali pa pač je to prava izpoved teh ljudi in igralcev. Pač skratka, meni se je zdel kar tako mind-blowing zanimiv z tega vidika, bom rekel, oblikovnega oziroma formalnega vidika. Zdaj nisem pa, res pa mi manjka malo ta odnos do same materije. Nisem čisto razumel, kje je zdaj ta režiser v poanti tega izkoriščanja osebnih zgodb, v tem, da ti zdaj narediš neko srce parajočo dramo pač v njihovem življenju, ki jih skuša tudi politično nekorektno predstaviti, tudi kot seveda nekoga, ki oddajajo kulturo, ki jo do žensk je pač grozljiva, ker prodajajo ženske v zakon in tako naprej. Tako da se mi je zdel kar zanimivo in se pravim, tole bi absolutno je film vreden pogledati še enkrat, predvsem iz tega vidika, ker ne zveš veliko, krati se mi zdi, da je film zelo previden pri tej pretirani sentimentalizaciji teh zgodb, kar se mi zdi zelo v redu, ampak ne vem, 2-3 prizori so pa tako noter čist mind-blowing, eksperimentalni, zanimivi, ampak po drugi strani ne vem, če res delujejo in če v grand scheme of things mi nekaj deluje. Zdi se mi, da film razpade na določene prizore, ni pa preveč povezan, ampak možno je to glik zaradi tega, ker jaz premalo materija, se mi zdi, da mi je ta odnos do materije se mi zdi premalo vzpostavljen, ali pa jaz ga nisem dovolj skužil, se mi zdi, ker sem gledal film. Ampak tako, no, jaz moram reči, da je bil zanimiv in da tudi na občinstvo zelo zanimiv vplivo, je pa tukaj tudi nekaj ljudi odšlo vmes, ker se mi zdi, da niso pričakovali, da so bolj pričakovali srce parajočo soap opero, kot pa nek eksperiment in neko igračkanje
z nekimi temi tropi. No, skratka, zanimiv film in vreden ogleda. Ja? A to še bo? Kje je zavideti? Zmagal je, zato bo. Aha, Ja, ok. ja. Zmagovalni film, torej film, ki dobi vodomca, dobi distribucijo, film, ki ga izbere občinstvo, ponovadi dobi distribucijo. Ja, to je bil ta. YouTube, Uh-huh. pa film, ki ga izbere mreža, Art Kino mreža, kar sem pa pozabil zdaj, kjer je tisti. 4 mladi odrasli. Ja, 4 Aha. mladi odrasli, tisti tudi dobi distribucijo. Tako da ja. Super. Ja, tako da skratka, tudi večino tega, kar smo mi razgovorili, bo kar še v kino. Oziroma je že v primeru. Oziroma je že v kino, tako da gledajte, zdaj če ste Kar ne poslušali- prijateljce, pa se boste mogli potruditi. Ali pa tudi ne. Ja, ne, dajte se, potrudite se. Danes nam star 3 kotiček odpade in tudi kotiček, zakaj gledamo, beremo, špilamo, poslušamo, nam odpade, ker smo bili že, domnevam, da kar dolgi. Hvala, da ste bili z nami. Priporočamo Leaf za naslednje leto, skratka. Ljudje in ljudine, to je bila že naša 172. epizoda. Poslušali ste podcast, ki se oglaša na Mailbot, podcast za serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Aparatus. Z vami smo bili Ana, nisem stara 6 let šturm, Igor, neugodje Harp, Mito, oprostite, MMC Bravci Gegič. In Aljoša, zakaj moram jaz brati te grozote, hrlamo. To epizodo smo posneli v Kino Bežigrad, prebižališču ljubiteljev dobrega in tudi dobrega žanrskega filma. Če film gledate v KGB, ga gledate v centru. Če vam je bilo všeč, kar ste danes slišali, delite, všečkajte naš podcast, naročite se nam preko vaše najljubše aplikacije oziroma ponudnika podcastov, dajte nam kakšno ceno na Apple Podcasts ali Spotifyju. Spremljate platformo Aparatus z odličnim in raznovrstnim izborom podcastov in če ste razočarani, ker letos niste ujeli dovolj lifovske ponudbe, pa vzemite dopust za naslednji november že danes. Če ne dobite dopusta, pa lahko naslednje leto nadrejenim poveste, da ste dobili redko obliko migrene, ki zahteva veliko sedenja v temnih prostorih in očesnih gibov v levo, značilnih za razmislek. Pa vam je zdravnik vam bo hitro predpisal jabolko in lif. Za nadaljne nasvete o tem, kako se izogibati dela, redno poslušajte podcast Obot. Na Twitterju nas najdete kot @podcastobot, na Facebooku in Instagramu kot podcast Skajmo, Obot brez pikic vmes, sicer pa najdete vse pomembne povezave tudi v drevesu povezav, oziroma na Linktree, ki ga najdete na dnu objave. Vabimo vas tudi na naš Discord server, kjer lahko klepetamo o vsem tekočih epizodah, o tem, kaj žanrskega konzumiramo ali bomo konzumirali, sprotnih kratkih recenzijah in še marsičem. Na družabna mreža še vedno tudi delimo rajcere, prikolce, novice sveta žanra in druge zanimivosti in tja lahko smerite vsa vprašanja, pripombe, komentarje, snobovske pripombe o superjunaških filmih, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. Tole je bila že 172. epizoda. Dragi oboževalci in oboževalke, naslednja epizoda 6. sezone je na vrsti 12. decembra. Kaj bomo delali, še ne vemo. Ana, a se film Flow kdaj vrača? Zaenkrat še ne, ampak a lahko prosim delate Our Flag Means Dead? Čiza, druga sezona je bila odlična. Okay. Čudovita. Skratka, mogoče delamo gusarje, se poslušamo Tisti takrat. romkom. Totalno. Ali pa mogoče pa pol za Valentino. Odprete gostilno, polsko. Come on, to je Ne spojlat. Že. Pustili smo to noter za vse tiste, ki ste mislili, da bomo zbrisali. Se poslušamo takrat, skratka, hvala vam za vašo pozornost.